Sledeči program je posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Spoštovani gledalci in gledalke, prosimo, pišite nam, ali so vam všeč poučevanja Joyce Meyer, da jih bomo lahko še naprej predvajali za vas, in kakšne čudovite stvari je storil Bog v naših življenjih na naslov. Exodus TV, Radovanova ulica 2, 2000 Maribor. Naročila za DVD ali knjigo sprejemamo na telefonsko številko 064 118 001. Več o delu Joyce Meyer najdete na njeni spletni strani www.joycemeyer.org. Vabljeni k ogledu. Bog vam je dal dar vere, vendar jo morate uporabiti. Uporabite jo tako, da izvršite od Boga navdihnjena dejanja, ko molite za takšna navdihnjena dejanja, ki so v soglasju z Božjo besedo. Danes bomo govorili o dvomu in kako nam z njim Satan krade vero. Oče, zahvaljujem se ti danes za Božjo besedo. Hvala ti za vse te čudovite ljudi, ki so danes tukaj, in molim v Jezusovem imenu, da bo Božja beseda vplivala na njihova življenja. Bog nam je dal bojno opremo in nam naročil, naj jo nosimo. Ta nas ščiti pred sovražnikom. Zato tudi je. Nič ne koristi, če je ne nosimo. Tu je veliko različnih delov te opreme. Vkljub temu bom danes govorila samo o enem delu, in to je ščit vere. V Efežanom 6:16 beremo: predvsem pa si nadenite ščit vere, z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudobnega duha. Recimo, da bo naš ščit vere izgledal kot nekaj takšnega. Sovražnik spušča v vas puščice. Če nekje poležavate, vam to nič ne koristi. O, jaz imam knjigo o veri, imam celo CD-je in nabožne pesmi. Ne, ko vas sovražnik napada, morate dvigniti svoj ščit vere. Kaj to v resnici pomeni? Pomeni, da je to tisti trenutek, ko potrebujete vero. Zato imate vero, da jo uporabite, ko vas napade sovražnik. Vendar pa on uporabi dvom, ki je zelo blizu strahu, da bi ukradel našo vero in pogum. On noče, da smo pogumni. Hoče, da smo strahopetni. Da boste živeli brez strahu, se morate naučiti živeti brez dvoma. Mislim, tisti dvom, vsiljivi dvom, za katerega napravimo sami odločitev. Sedaj obravnavamo vsiljivi dvom. To je tako, kot bi imeli zanohnico. Nikoli ne veste, kdaj vas bo spomnila nase in spravila v zadrego. Tako majhna stvar, ampak velik problem. Ali je kdo izmed vas imel zanohnico dvoma? Dvom imamo vsi. Abraham je dvomil. Zagotovo je dvom poskušal napasti našega Gospoda Jezusa Kristusa. Mislim, da je moral dvigniti svoj ščit vere. Abraham je dvignil svoj ščit vere. Ko na nas pride dvom, ne moremo kar reči: veš, rad bi, da ne bi imel tega problema z dvomom. Dvigniti morate ščit vere in morate reči: verujem. Verujem, da vse, kar mi je Bog povedal, se bo uresničilo. Poglejmo apostolska dela 27:14 vrstica. Pavel je na ladji z mnogimi drugimi in veste kaj? Nastal je velik vihar. Podobno kot tedaj, ko je Jezus bil v čolnu s svojimi apostoli in je rekel: dajmo, gremo na drugo stran. Prva stvar, ki se je zgodila, se je pojavil mogočen vihar, skoraj orkan. Vedno, ko postavite vaš ko napravite odločitev, da boste bolje ravnali v življenju, ali pa se obvežete, da boste storili to, kar vam Bog naroča, lahko v naslednjem trenutku pričakujete vihar. Ne rada vam to povem, raje bi vam rekla, da to ni vzrok, vendar bi v tem primeru pravila samo to, kar želite slišati, ne pa to, kar je resnica. Pojavil se bo vihar.
Toda kmalu je od otoka planil orkanski veter, ki se imenuje Eurakilon, severovzhodnik. Potegnil je ladjo s seboj, da ni mogla več držati smeri, in predali smo se vetru, kamor nas je nosil. Neslo nas je mimo otočka, ki se imenuje Kauda. Tam smo s skrajnimi napori komaj obvladali pomožni čoln. Mornarji so ga dvignili, nato so ladjo zavarovali tako, da so vso opasali z vrvmi. On še našteva in govori različne stvari, ki so jih storili. Nato Pavel spregovori: pojdimo k 22. vrstici. Sedaj vas spodbujam, bodite pogumni. Prav v največjem viharju Pavel spodbuja, da bi bili pogumni. Vi veste, da je zelo težko imeti pogum, ko divja v vas vihar, da ste veseli in se lepo vedete. Vendar nas Sveto pismo opominja in nam priporoča držo veselja. Jezus pravi: na tem svetu boste imeli stisko, vendar bodite pogumni. Bodite pogumni, dajte no. Težko izvabim na smeh iz vaših ustnic, kaj šele, da bi se smejali. Veselite se, bodite pogumni, kajti jaz sem svet premagal. Tako Pavel pravi in jih roti, da ostanejo pogumni in junaški. Veselje je odločilen faktor, kajti če ne boste izgubili poguma, nobeden izmed vas ne bo izgubil življenja, samo ladja bo šla v izgubo. Zakaj nocoj je stopil k meni angel Boga, ki mu pripadam in služim, in mi rekel: ne boj se, Pavel, pred cesarja boš stopil in glej, Bog ti poklanja življenje vseh, ki so s tabo na ladji. Rada imam to. Zato bodite pogumni, možje. Zaupam v Boga, da bo tako, kakor mi je bilo rečeno. To je torej to, kar morate reči, ko ste sredi nevihte. Verujem, da bo natančno tako, kakor je Bog obljubil za moje življenje. Verujem, da bo natančno tako, kot mi je Bog obljubil. Ne samo, da pojemo v cerkvi, ampak iste besede izgovarjamo med nevihto. Verujem, da bo natančno tako, kot je Bog rekel. Ne vem kdaj, ne vem kako, in po resnici povedano sem se nehala preobremenjevati s tem. Vse to bom prepustila Bogu. Sama pa bom nadaljevala pot in se veselila vsakega dne svojega življenja, ki ga imam. Saj Bog deluje na tem in verujem v to. Jaz verujem. Mislim, da ko dvignemo svoj ščit vire, ko izgovorimo besede vire. Vidite, vira je moč, ki prebiva v naši notranjosti, kajti Bog vam jo je podaril. Vendar, da lahko vira deluje, jo moramo osvoboditi tako, da jo izrečemo, da jo izmolimo in da v njej delujemo. Verjamem, da osvobodim svojo viro vsakeč, ko prihajam iz tistega majhnega kota in se prikažem tukaj ter odprem svoja usta. To je moje delo iz vire. Pravzaprav vam povem, da se tega ne bojim. Tolikokrat sem že to storila. Vendar, ko sem zjutraj prvič stopila sem si mislila: Gospod, tukaj sem, zopet začnemo. Vi mislite, da se vedno čutim posvečena za to delo, da sama vem, da bom izrekla prave stvari. Vendar včasih ni tako. Veste, kakor... No ja. V redu, veste, ko stopim s tem kaj, kar je moj korak vire in zaupanja v Boga, v njegovo razodetje, velikokrat ne čutim njegove prisotnosti vse dotlej, da to storim. Vidite, velikokrat hočemo dokaz o Božjem delovanju v svojem življenju, še preden kaj naredimo. Bog vam je podaril viro, vendar jo morate vi samo osvoboditi. Vi jo morate osvoboditi, ko storite od Boga navdihnjena dejanja, ko molite od Boga navdihnjeno molitev in izrečete stvari, ki se ujemajo z Božjo besedo. Ko pride dvom, je najbolje premagati dvom, da dvomite v vaš dvom. Ko vam hudič vstavi misel dvoma, kar recite? Dvomim v ta dvom. In verujem, da se bo zgodilo natančno tako, kot je Bog izrekel, da bo. Ne verjamem, da je še kaj zapovedati. Pripravljam se, da napišem novo knjigo o jeziku, kar sem študirala več kot leto. Študirala sem o moči besede in nisem nikoli premagala občudovanja neumnih stvari, ki jih mi lahko izrečemo. Toliko neumnih stvari, ki jih izrečemo. Dobrih stvari pa, ki bi jih lahko izrekli, sploh ne izrečemo, katere bi mogle razbremeniti neverjetno posvečenje v našem življenju. Verjamem, da lahko odpodite dvom, ko enostavno izrečete:
Verujem, da se bo zgodilo natančno tako, kot mi je Bog obljubil. Ni mi mar, če morate ponoviti to 25krat, preden uspete hudiču zapreti usta. Vi samo vztrajajte in on se bo utrudil. Verujem, da bo natančno tako, kot mi je Bog povedal, da bo. Dajte čast Bogu. Rimljanom 4:18 vrstica. Abraham je izgubil človeško upanje in upal v veri. Moral je imeti zares ušive okoliščine. Imel je Božjo obljubo. Nič se ni zgodilo v tistem časovnem okvirju, da bi bil izbran. Nekaj je bila to njegova krivda, kajti obljubo je dobil v mesu, vendar ker je Bog bil prepočasen, da bi si on in Sara pripravila načrt, in jaz mislim, da je odlašal z Božjim odgovorom. Upal je proti upanju in veroval, da bo postal oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno. Obljubo je imel od Boga. Vendar preveč časa je že preteklo, stvari se niso dogodile. Moral je pogledati na svoje telo, ki je bilo podobno mrtvemu. Moral je gledati na Saro, ki je bila neplodna, in že zdavnaj so minila njena plodna leta. Gotova sem, da sta ta dva imela precej zmede, če bi jo pogledali v obraz. In vendar sta imela obljubo od Boga, da bosta imela otroka, in bo oče mnogih narodov. In vera se mu ni omajala, čeprav je videl, da mu je telo že zamrlo, saj je imel nekako 100 let. In videl je, da je Sari naročje omrtvelo. Vse to je mrtvo. Vendar poglejte to. O Božji obljubi ni malovirno omahoval, mrtvec se je v svoji veri še okrepil in izkazal čast Bogu. Odprl je svoja usta in izrekel nekaj, kar je razbremenilo njegovo vero. On čaka, dvom prihaja. Vprašanje prihaja, omahovanje prihaja in vse to ga napade, on pa odpre svoja usta in izkaže čast Bogu. Bog, zahvaljujem se ti, da si mi dal obljubo. Zahvaljujem se ti, Bog, ker nisi nekdo, ki bi lagal. Vem, Bog, da ti deluješ in verujem, da bom videl rezultat svoje vere. Veste, kaj vam povem? Mi veliko govorimo, vendar se sprašujem, koliko ljudi bi v tem prostoru govorilo prave stvari v pravem času. Kaj storimo, ko imamo problem? Ponavadi pokličemo prijatelja in se pritožujemo. Pokličemo nekoga, ki ga poznamo in mu godrnjamo. Hočemo, da vsakdo sočustvuje z nami, kar to laži naše meso, vendar duhovno nam to nič ne koristi. Amen. Bolje pridigam, kot vi reagirate. Končala bom, če se ne zravnate. Ali ni to res? Mi se pogovarjamo o resničnosti. Mi vsi imamo iste skušnjave. Vendar slej ko prej moramo to premagati in ne smemo ostati v mesu, kajti vsakeč, ko je vihar, zmečemo skozi okno vso našo vero in tedaj bi morali dvigniti svoj ščit vire. Veste, pozabila sem, kako je ta stvar težka. Mislim, da sem prejšnjikrat imela nekoga, ki ga je držal v zraku. Ko sem ga videla v kovčku, ker sem ga hotela uporabiti. In ko sem ga videla od zade, sem bila začudena. Mislila sem, no, to je precej težko. Na to sem imela pomisleke in sem rekla, da ga tokrat ne bom uporabljala, saj ne vem, če ga lahko dvignem, ker je precej težak. Nisem popolnoma prepričana, če ga lahko dvignem tolikokrat, kot hočem. Hočem poudariti, da je to dvigovanje ščita vire kaj več kot naše osebno prizadevanje, ker ne vemo, kolikokrat na dan bomo morali dvigniti to stvar, da bi se obranili hudičevih ognjenih puščic. Kar nam je Bog naročil, da storimo, ni lahko, dal nam je ščit. Veste, kaj bi dobila, če bi dovolj časa vadila? Na tej roki bi se mi razvile mišice. To je ravno tisto, kar nekateri izmed nas rabijo. Potrebujemo nekaj mišic, ko uporabljamo svojo vero. Aleluja. Rasel v modrosti in Božja milost je bila z njim. On ni godrnjal, mrmral in se pritoževal. Marko 5:22. Tedaj je prišel eden od predstojnikov shodnice, Jair po imenu. Ko je zagledal Jezusa, je padel k njegovim nogam. Začel ga je častiti. Ko je zagledal Jezusa, je padel k njegovim nogam. Začel ga je častiti. Ko je zagledal Jezusa, je padel k njegovim nogam. Začel ga je častiti. Ko je zagledal Jezusa, je padel k njegovim nogam. Začel ga je častiti. Ko je zagledal Jezusa, je padel k njegovim nogam. Začel ga je častiti. Ko je zagledal Jezusa, je padel k njegovim nogam. Začel ga je častiti. Ko je zagledal Jezusa, je padel k njegovim nogam. Začel ga je častiti. Ko je zagledal Jezusa, je padel k njegovim nogam. Začel ga je častiti. Ko je zagledal Jezusa, je padel k njegovim nogam. Začel ga je častiti. Ko je zagledal Jezusa, je padel k njegovim nogam. Začel ga je častiti. Ko je zagledal Jezusa, je padel k njegovim nogam. Začel ga je častiti. Ko je zagledal Jezusa, je padel k njegovim nogam. Začel ga je častiti. Ko je
Želim, da si zamislite to srečanje z Jezusom, kajti danes bom govorila o tem. Ko ga zagleda, pade k njegovim nogam in ga zelo prosi rekoč: z mojo hčerko je zelo hudo, pridi in položi roke nanjo, da ozdravi in ostane pri življenju. On je bil tako vznemirjen, da je poiskal Jezusa, slišal je o vseh njegovih čudežih. Za njegovo hčerko ni bilo več pomoči. Kakšno olajšanje, ko je končno zagledal Jezusa. Dobil je celo priložnost, da govori z njim za trenutek. Mogoče pa bo prišel. In Jezus je odšel z njim. Za njim se je odpravila velika množica in pritiskala nanj. Njej je bila tudi žena, ki je že 12 let krvavela. Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak je bilo z njo celo slabše. Slišala je za Jezusa. Med množico se mu je približala od zadaj in se dotaknila njegove obleke. Rekla je namreč: tudi če se le dotaknem njegove obleke, bom rešena. Sprašujem se, zakaj ta žena govorila sama sebi. Prepričana sem, da je hudi duh nagovarjal: ne boš prišla do njega in če tudi prideš, se ne bo nič zgodilo. Ni važno, kolikokrat boš poskušal, nič se ne bo spremenilo. Poskusila si vsemi zdravniki, nič ni boljše. Vendar se je ona še vedno borila z dvomom in je rekla: verujem, da če se le dotaknem njegove obleke, bom ozdravela. Koliko izmed vas razume, kaj vam hočem povedati? Med nevihto moramo izreči nekaj, kar nam bo koristilo, in ne govoriti samo o nevihti. V Svetem pismu je rečeno, da lahko govorimo o gori. Ni rečeno, da govorimo o gori, rečeno, da govorimo gori in ji povejmo, kaj gre. Aleluja. V vašem jeziku je moč. V jeziku je moč med življenjem in smrtjo. To je nekaj, kar zveni zelo cerkveno, ko je izrečeno v cerkvi. Drugače pa je, ko se sprašujete o nočnih urah in čutite, da je vse pekel obrnil proti vam. Teda je pravi trenutek, da izrečete besedo na glas. Predstavljajte si sedaj to sceno. Predstavljajte si ženo, ki se približuje Jezusu. In v hipu se je ustavila kri in v telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge. Tako rada imam to besedo v hipu. Moj Bog, 12 let je ta žena krvavela, da ne govorimo, koliko zdravnikov je obiskala in da je zapravila vse, kar je imela. Sedaj pa je v trenutku začutila življenje. Dajte no, nekateri ste nenadoma začutili življenje. Bilo je 12, 15, 20 let, vendar če boste vztrajno ponavljali: verujem Bogu, verujem, da bo natanko tako, kot je Bog obljubil. Verujem Bogu. Vaša prošnja se lahko nepričakovano uresniči in to je lahko celo danes. Mnogih jih gledate preko televizije v svojih domovih ali pa gledate to po internetu ali kakorkoli. Želim vam povedati, da se opogumite, kajti Bog ve za vaše potrebe, pozna vaše ime, slišal je vašo molitev in vi boste v hipu ozdravili. Vendar nikar ne odnehajte, kajti Gospod je zvest. Bog je zvest. Amen. Jezus je v sebi zaznal, da je šla moč iz njega. Takoj se je obrnil množici in rekel: kdo se je dotaknil moje obleke? Čutil je, da je vera potegnila moč iz njega. Ali ni to čudovito? On ni niti vedel, da je ta žena tam. Ona ga ni nič vprašala, vendar je njena vera potegnila moč iz njega in jo ozdravila. Mi še vedno imamo Jaira, ki tam stoji, kajte on ima hudo bolno hčerko. Zjutraj se mu je zdelo, kakor da je zanj vse to neučinkovito in mu kratko malo gre na živce. Jezus si je celo vzel čas, da je govoril tej ženi. Jezus ima to nadležno navado, da se ustavlja ob ljudeh. Ali ni presenetljivo, da se ustavi in posluša ljudi? Jezus ima dejansko to navado. Ustavlja se ob ljudeh, ki so ranjeni.
Tako je on dojel, da je šla moč iz njega. Sedaj v 31. vrstici beremo. Njegovi učenci so mu rekli: "Saj vidiš, kako množica pritiska nate, pa sprašuješ, kdo se te dotaknil. Vsi se te dotikajo." Vidite, mnogo ljudi se ga dotikalo, vendar ona je bila tista, ki se ga dotaknila s svojo vero. Oziral se je okrog, da bi videl, kdo je tisti, ki je to storil. On še ni vedel, katera žena je bila. Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo, je vsa v trepetu in strahu pristopila, se vrgla preden in mu po pravici povedala. Odgovoril ji je: "Hči, tvoja vera te je rešila, pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge." Ko je še govoril, so prišli od predstojnikove hiše in sporočili Jairu: "Tvoja hči je umrla." Vsi so bili šokirani. Samo zamislite si, kako se je on počutil tisti trenutek. Veš, Jezus, če se ne bi toliko obiral s to žensko, ona je bila bolna že 12 let in bi lahko še malo počakala, ko bi ti šel nazaj. Mislite, da vsi ti ljudje niso imeli takšnega mnenja? Vsi ti ljudje, o katerih beremo v Svetem pismu, niso bili kakšna posebna človeška bitja. Bili so prav takšni, kot smo mi. Podobno so mislili in čutili. Sveto pismo pravi, da je Elija bil takšen kot mi. Poglejte ta primer. Prepozno je že, kajti ona je umrla. Zakaj še naprej vznemirjaš učitelja? Sedaj me 36. vrstica popolnoma preseneti. Jezus je preslišal, kar so pravili. Jezus sliši od strani, kaj pravijo, in reče predstojniku shodnice: "Ne boj se, samo veruj." Samo veruj. Moj Bog, tukaj je nekdo gospodar. On je slišal, kaj govorijo, vendar je prezrl njihove besede. Sedaj moramo tudi mi nekaj izreči. Hudič, slišim te, vendar se ne bom oziral na to, ker verujem, da se bo zgodilo tako, kot mi je Bog obljubil. Točno tako, kot mi je Bog obljubil. Veste, vi morate govoriti, ko boste šli domov. Koliko izmed vas razume to? Dvom morate slišati, vendar prezreti. Ignorirati. To morate storiti. Hudič vam pravi: "Tega že ne boš dobil." Odgovoriti morate: "A se zafrkavaš? A veš, da govorim o Božji obljubi? Ne govorim kar o nekom. Govorim o Božji obljubi. Govorim o tem, kar je Bog obljubil, da bo storil, in kako si ti sploh upaš reči, da tega ne bom dosegel." Vrnili se bomo k tej temi. Naj vam povem po resnici, ne verjamem, da je toliko problem v povezavi z Bogom, ampak bolj z nami. Naš dvom prihaja, ker dvomimo sami vase veliko bolj, kakor v Boga. Verjamemo, da bo Bog to storil, vendar nismo prepričani, da bo to storil za nas. Zato se moramo temu posvetiti. Govoriti moramo o tem, kako Bog skrbi za nas in kako nas vidi v naši zmedenosti. Ali ste pripravljeni, da vsaj malo tega storimo? Verjamem, da če hočemo kaj dobiti od Boga, moramo pogumno pristopiti k njegovemu prestolu. Mi ne moremo pristopiti s strahom in dvomom. Jakobovo pismo pravi zelo jasno, da če imamo problem, lahko pristopimo Bogu in ga prosimo, da nam pomaga v naših potrebah. On bo to storil, ne da bi nam karkoli očital. Jakob, 1. poglavje. Ne da bi karkoli očital. Kaj to pomeni? On ne vlači na dan z naših starih grehov. On ne privleče vsega na dan, kar smo storili, da bi nam potem povedal, da ni čisto prepričan, če nam lahko pomaga zaradi našega slabega obnašanja. Ni pomembno, kaj smo storili. Če se napotimo k Bogu, nam bo dal modrost in nam pokazal, kaj storiti v našem položaju. Vendar pravi: prosi pa naj v veri in nič naj ne omahuje. Omahljivec je namreč podoben morskemu valu, ki ga veter stiguje in premetava. Usmerjeni ste v dve različni smeri in nič ni bolj žalostnega, kot biti med dvema prostoroma, nesposobni se odločiti, komu verjeti.
Ali bomo verjeli Bogu ali pa sovražniku? Ali bomo verjeli Bogu ali pa svojim občutkom? Ali bomo verjeli Bogu ali temu, kar ljudje pravijo? Ali bomo verjeli Bogu ali našemu umu? Ali bomo verjeli Bogu ali našim okoliščinam? Mislim, da ste dovolj izkušeni, da veste, da ima Bog večji sloves kot pa vse te stvari skupaj. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Dragi gledalci in gledalke, prosimo, pišite nam, ali so vam všeč poučevanja Joyce Meyer in kakšne čudovite stvari je storil Bog v vašem življenju na naslov Exodus TV, Radovanova ulica 2, 2000 Maribor ali e-mail info@exodus.si. Naročila za DVD in knjigo sprejemamo na telefon 064 118 001. Predvajane oddaje so na ogled v arhivu naše spletne strani www.exodus.si. Hvala za pozornost in Bog vas blagoslovi. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.